Test 1, 2, 1, 2. Hvala ljudje, tisti, ki imate ušesa in tisti, ki jih nimate, ki še vedno poslušate show Fuck This Show. Z mano bo danes en človek mega poseben. Glede na to, kaj se mu je zgodilo lansko leto, mislim, da ste v medijih videli, kaj in kako, bova poskusila čim manj o tem. No. Je pa to Miro Majcen, pilot, fotograf, legenda, mega cool guy. Tako da po džinglu padite v debate z nama in uživajte maksimalno. Zakon bo. Fuck this show. Kako hud džingl, ne? Si ga slišal, Miro? Nisi ga še, ne? Nisem ga še. Sem mišljal, si ga. V glavnem, gospod Majcen je z mano, vzame on gospod. Miro, kako si živel? Živo, Miro, nič gospod. A boš da gospod? Ne vem, upam. Stari, biti gospod je po mojem full fine v life. Jaz se sploh ne počutim, da bi kdaj lahko bil, ampak vsake toliko me kdo vika, pa reče, gospod, a je tole vaš skate? Pa ne, pa biti gospod je funkcija v glavi, jaz mislim, ne to, kako te drugi vidijo. Kako sam sebe vidiš, oziroma kako se počutiš. V glavnem, gospodje, ki to poslušate, me zanima, ste gospodje ali niste gospodje in kakšna je vaša funkcija. Tako, kar kdaj. Ja, se to. V glavnem, Jamesu, hvala še enkrat, ker ste mi dostavili nove pijače. Ti praviš, da ne boš? Ne bom zdaj le, ka vozim, hvala. Jaz pa bom enega ne hitraco, zato ker je konc šihta in ga lahko. Čeprav tudi podcast v bistvu malo šihta, ne. Da ti prijam. Ne, ga malo lekaj, ko se fajn sliša, stari zakon. In šlukec. V glavnem, zmeraj to malo neki preteklosti, ja? Malo neke skupne, ne? Po mojem, da milijone enih koncertov pesmu, če ne drugega, tako, ko gledam. Malo za nazaj, ja. Za nazaj, ja. Se hočem spomniti, malo kdaj sva se prvič, vsej videvala sva se po mojem že na festivalih, tam Tolmin. Po mojem, da Tolmin, pa tudi pri nas, kakšne cvetke, pa to zihar si kaj v leto, ne. Pa na kakšne skateu sem te zdaj videl, ko si se kaj razbijal, pa to. Jaz te imam tako v glavu, ne spomnim se pa tako, ne znam reči, takrat smo se res, veš, ko se rečuješ ljudi na koncertu konstantno, pa so ene niste face, žijo, kar naenkrat pa kolega, veš, s perom v roki, ne. Dejansko je od pogleda 1, 2, 5, je pol živijo in pol že kva dogaja, ne, dolgo se nismo videli, ne, pa smo se videli mesec nazaj, ne. Ja, exactly, ne, to je ta scena naša. Kaj muzika? Dej povej mi, kam pašeš not, v kilo glasbeno zvrst, to bo že šla v fotke, kaj vse delaš, ampak tako vedno me zanimalo, kaj je tvoj priority, moj grunge, no. Meni so vsi mislili, da sem metalce, veš, ker sem imel dolge lase, ne, pa tudi črno oblečen pa to, ampak to je bilo bolj, ne vem, pač nikoli nisem bil metalc, tako da bi se definiral kot metalc. Jaz sem bil bolj v rock'n'rollu, pa tudi kaž tako mirno, od Dire Straitsov, veš, to je bila bolj Dalda Stonesi, Dire Straitsi, tudi kašna taka bolj umirjena muzika. Zadnje čase sem pa bolj prav čim več nove muzike poslušati, veš. Stara mi je vse, the best, ne, rad imam te, ampak rad grem pa na festivale, pa nekaj manjše špile, pa da vidim kaj novega, ne. Od te nove slovenske glasbe, zato da spremljam malo, kaj se dogaja, ker je to tudi del mojega posla, veš. Doma pa čist različno, včasih tako 100 komadov bi ti lahko zdaj našteval, razumeš, kva vse. Od kakšnega bluza, včasih mi kakšen house zapaše, kar nekdo ne bi si mislil, ne, da je to možno. Ampak kaj delaš, a veš, pa rabaš nek mir ali pa neki, ne, pa do unih, ne vem, kakšnih orenk na žiganci tudi, ne, kakšen punk mi včasih tudi sede, pa tako. Čisto odvisno. Tako, kot si povedal, ne, čupa dolga, temne cujne, ko smo se videvali na metal koncerti, ja, zdaj las ni, tudi do tja letela, zakaj jih ni, ne. Ampak ja, vedno sem pomislil na to, ta pa naš, ne, tako, a veš, ki si rečeš, lej, zato se tukaj videvamo, ker smo ista subkultura, ne, vsi smo mal dišimo na metal, mal dišimo na punk, ampak... Pa sej v bistvu, a veš, jaz metala niti nisem štekel najprej, ne, ker ga nikoli nisem tako sistematično šel poslušati, a veš, in... Pa sem pa skozi koncerte to počas začel dojemati, to muziko, pa ta style, pa ljudi, pa v bistvu ta cool folk, ki se je tam pojavljal. Ne. A veš, ko vsi imajo metalce za neki, ne, to modeli te jo stovkali, če še kaj na sredini. Pojedali te bojo, ne. Ja, pa ni, ne, a veš, to ta prvič na začetku, ko smo bili mlajši, mi je bilo to tako, v redu, ne, se treba biti metalc, ne, bolj se grozen počutim, če grem po službeni dolžnosti, se po privatni, pa tja ne grem na kakšne te jugo variante, ne, tam se bolj počutim, da mi je kdo v glavo razbil s kakšno flašo poceni šampanca ali pa kaj tacga, ne. Ja, tisti ljudje, ta subkultura je znana potem, da radi delajo težave tam, ki jih pač ne rabijo iskati. Ja. Čeprav nisem imel nikoli nobenih problemov, moram reči, no, zato, ker pač
Jaz mislim, da če imaš en pristop normalen do ljudi, če ne nabašaš glih enega kretena, ki je nažgan, pa še kaj drugega, ne, pa se spuščaš v konflikt, oziroma če že pride do eskalacije, se umakneš. To vedno smo se umaknili. Ful mi je bil fajn, ker si omenil, da spremljaš novo muziko. Pa omenil si tudi domačo. Kaj je novega na tej sceni, da ti je ostalo v spominu? Jaz zdaj delam na radiju in tudi poslušam neke nove muzike, pač nimamo je ful velik, ampak nek segment je in skušam v glavi zadržati kaj novega, kaj sem slišal, pa mi ne ostane nič kaj pametnega v spominu, mislim v ušesih. Jaz sem tako, veš, pred leti sem imel to fotografsko misijo, da slikam vse te stare legende glasbene, svetovne, ne. Od Jamesa Browna, Chucka Berryja, Jerry Lewisa, ne, in zdaj sem pa rekel, zdaj pa malo te mlade sliko, ne. In so šel zdaj te slovenske, valjda, novi val, kako se zdaj temu reče po naše, ne, od Jokerjev, Murphyja grem jutr pogledat, zdaj ke lahko spet, ne. Tako na ta način, vse ta nek ta mladinski movement, ki se zdaj dogaja, da vidim, ne, une dve punce, ki sta iz Maribora, veš, kako sta že Free Kind, ne, sta tudi ful, tako, na Valu 202 sem poslušal vse te špile, ki so jih imela, ne. Free Kind, to mi pa ni znamo. Ja, to je tak R&B. Ampak valjda, Murphy pa Joker out, ne. Ja, boben pa klaviature, veš, to je dosti je koale preja, ne, na ta način, ne. Teh sem zdaj, ker so seveda bili tudi medijsko najbolj izpostavljeni, ne, pa še na milijon drugih stvari, tako, kdaj naletiš, veš, ni pa zdaj vse tisto, kar je meni kul, ne. Ampak tle, ko se pa kitare najdejo, se pa jaz tudi malo bolj najdem, ne. Smo tam doma, ne? Ja, všeč mi je tako, ko dela, vidi se, da imajo tudi ekipo pa vse, ampak tako, veš, fantje razmišljajo o muziki, ni jim to primarno biznis, ne, ampak dober komad narediti, ne pa sam narediti komercialno nek komad, ne, pa se ukvarjati s tem, 4 sekunde za radio predolg ali nič. Čeprav se najbrž tudi to dogaja, ampak ne vidi se tega, vidiš, da je to nekaj v izi, ne. Pa veliko folka to dela. Zadnjič smo imeli debato, ne. Sem pa tja dobim kakšen mail, živijo, imam nov komad, ga boste predvajali in pač po navodilih povem, da je zelo mala šansa, da se bo sukal in pol nazaj dobim mail, zakaj pa ne. Ne, a veš, in dejansko mislim, da obstajajo glasbeniki in da delajo na tem, da so radio friendly, ne. Ja, ne vem, mogoče za te komercialne postaje, ne vem, jaz mislim, da na Valu 202, kjer je blazno veliko naredil za novo muziko, pa za slovensko muziko, ne, nimajo teh težav, ne, oziroma nekako že napišejo playlisto, da pa še tudi predporočili noter komad, ne, ali pa kaj drugega dajo pol, pa tako, ne. Drugače pa itak, vse večina te nove muzike se ne posluša po radiju, ne. Saj to je ta finta, ne, imamo klele platforme, ne. Ker nimaš omejitev, ne, drugih, tako da se mi zdi to čist the best. Zato lahko tole poslušate danes po Spotifyju, po Apple podcastu, po fulejnih levih podcastih, pagih, teh platformah, ki niti ne vem, da obstajajo, ker si dela sam še copy-paste nekih vsebin, ki so zanimive. V bistvu sem ful vesel, da sem tudi sam sebe najdel na nekih pagih, ki sploh ne vem, da obstajajo. Ampak tole bom, po mojem bom tole še na YouTube stisnil prvič, da vidimo, če bo to čestno. Pa da vidimo, lej, nekaj novega, ponavadi dajem video gor, da je pa dolžina. Lej, na YouTubeu je na dan, sem zanč bral 2,6 milijardi registriranih uporabnikov. Ki je nekdo vprašal, je že prepozen za YouTube, ne. Toliko je teh, ki so prijavljenih z Gmailom, z nekim accountom gor, ne. Plus še vsi ostali, ki niso. Tako da meni je to, dobro, slovenščina je ena omejitev, ampak vseeno, ne. Lej, sej, koncev, mislim, v Sloveniji smo pa valjda toliko šolen kader, da angleščina nam je domača, ne. Mislim, sej že toliko slenga imamo, da je več ali manj že vse angliško pojmo, ne. Ja, točno to. Hudo, toliko muzike, v glavno, lej, dej pojva nazaj, še malo bo na muziko ostala, to me zanima. Valjda, sva ugotovila malo folejnih skupnih točk, poleg Črnih cujn, muziko in koncerte. Kaj je bil tvoj prvi koncert, če se ga spomniš? Ne, iskreno, velikrat so me to še vprašali ljudi in se ne spomnim, iskreno se ne spomnim, da je šel na prvi koncert, res ne. Bilo je tega veliko, vem, da s kolegi sem hodil na razne bluze, en prvih je bil, vem, da Sugar Blue, ki je nek črnski orgličar, ne, tak, veš, blues varianta, je bil v Avstriji, v Bluzijani, so že z Juretom, s tem kolegom so šla, tja so me pelali, jaz nisem na začetku bil toliko muziki noter, ne, sem imel še malo druge filme in je bilo top, ne. Pa od tam naprej se je pa skotalil pa vse, ne, čim več. Pa valjda, že ko sem bil še mlajši, itak, na Stonese, na koncert sem šel, ne vem, kjerga leta že to prvič, ne. Kolikrat si jih gledal Stones? Ne vem, naštejem, ne vem. Tako pa Rolling Stones, kolikrat si videl, ne štejem, kaj najboljši stavek. Na vseh večini teh turnej zadnji od svojega, ne vem, kaj ne rečem, 18 leta naprej, ne. A veš, vse, kar je bilo po turnejah, enkrat, včasih dvakrat na turneju. Zdaj v zadnjih letih pa še malo več, ker sem imel to zgodbo z njimi, ne. To je
A se ča pri tej zgodbi malo ustaviti? Komod. Ok, si fotograf, to valjda vsem nam je jasno, fotke, bolane, razstave, ni da ni Canon Slovenija, mislim, lej, vse, kar si objavljal tudi na svojem social networku, se je videl, lej, tak body, tak objektiv, novitete, testirati, pač vsako zadevo se pohvala, Canon je pač dojaja, to nimamo klekaj sploh, ne. Ampak pol pa, ko vidim tvoje fotke, pa mi je vsaka naslednja mi je tista, veš, lej, tukaj sem bil tudi jaz, končno lahko, a veš, sej zvokom nekako, ki ti ostane v glavi, podoživiš, kaj si včeraj videl, ne. Ampak čez tvoje fotke jaz vedno podoživim vse, kar sem pač videl, kar sem pa tudi tebe tam videl, ne. Tako da to mi je bilo ono, wow, in sem rekel, what the fuck, stari, koliko do. Tako da me zanima, kako si prišel do Stonesov, tako res, ono, wow. To je namen, ne, v končni fazi, da ti v vseh poplavi vseh fotk, ki jih danes vidiš, kaj je tisti fast forward, a veš. Tako, možgani to dojemajo. Fotka, vsake 5 minut nova fotka, swipe, levo, desno, gor, dol. In zdaj, če ti uspeš nekoga ustaviti v času s svojo fotko, ne, si pa zmagal, ne. Tako, to je point, ne. Je pa težko, pa vedno težji, po moje, ne, kar se tega tiče. Jaz sem pa s koncerti, jaz sem koncerte pač tako začel slikati, da ravno tako, kot sem rekel, s kolegi in sem imel fotoaparat sabo, eni so imeli tudi band, ne. Jure in David sta imela band Kose, ne. In pa Rattlesnake, pa tako naprej, to so slovenski rock bandi, ki sem jaz bil prijatelj z njim, pa sem z njimi hodil, pa sem tudi tam slikal zraven. Učil si se na svoj frendi, če tako lahko rečem, Ja, vse tako moraš, ne, zakaj pa ne, ker nimaš pojma na začetku, veš, tudi, jaz nekaj malega sem še to na film delal, ne, pa sem pa hitro že kupil te digitalce, ne, takrat, če to danes primerjam, dobro, da je to sploh delalo v tistih slabih pogojih, tudi objektive in take stvari nisem imel, ker jaz sem prej avione slikal. Jaz sem profesionalno, v narekovaju, delal kot fotograf mitingov letalskih. In sem hodil v Ameriko na te mitinge. Tako da tam sem ogromno tega znanja dobil, pa sem pa to pretopil v koncerte. Ne, na ta način. Seveda, neka dinamika, ne? Pa me pa zagrabel. A veš, pa ko vidiš, da ti lahko priješ zraven, da imaš to, da imaš slike, da pa se je glih dober internet orang začel, a veš. In da si lahko to delil, fajn družba je bila, ne. Pa sem tudi full time začel od fotografije živeti, ne. Tako da nekako se mi poklapalo in imel sem obdobja, ko sem delal po 150 koncertov na leta, ne. Sem bil cele dneve na koncertih oziroma noči in pol rihtu slike in na ta način. Tako da je bilo veliko in vsa ta kilometrina, vsi te posnetki, ves ta cajt, tudi poznanstva te pol privedejo do tega, da te ljudje spoznajo, da vidijo, a si normalen ali nis, ne. Pa da seveda si profesionalc, da tisto, kar mi pol pošlješ čez en dan ali pa dva, da je cool, ne. Ogromno sem vlagal znanja v neke delavnice, v knjige in tako naprej. Še zmeraj, ker se mi zdi, da je to najbolj važna stvar, da se razvijaš, da imaš nek svoj fokus kreativni in ja, potem pa se pa zgodijo ponudbe, ne. A veš, ta biznis je tak, da brez nekih težkih poznanstv boš težko, ne, naprej prišel, ne, kljub temu, da je danes veliko lažje, ker te veliko lažje ljudje vidijo kot nekoč. Nekoč je bilo tako, da akreditacije, če nisi delal za večji tiskan medij, nisi dobil. Ja, res je, ja. Če si bil ti, jaz sem začel slikati za online medij ŽVPL, Žurerski vodnik po Ljubljani. A to je kratica, fuck, Ja, vedno to je bil prvi, za tiste, ki ne veste, ne. To je bila orang zadeva, se pravi, Davorin pa Gregor, ne, pa Mare Vavpetič, oni so to zadevo postavili, pa še Luka, pa še par drugih fantov zraven, da nam koga pozabil, Matic Slabšak je tam pisal. In jaz sem prek tistega pol tudi dobil akreditacije in tam se tudi malo, Jure, kolega, je tudi tam pisal in pa smo tako tudi začeli hoditi na te zadeve. In tam sem spoznal te zakonitosti, kaj pomeni akreditacija, ne. Bilo je vse tako, ne, na fan bazi, ne, tako da mi smo, če nisi slik poslal takoj, ne, ampak si jih poslal čez 3 tedne, ni nič narobe, ne. In pa smo definirali ŽVPL, lenobna hitrost, ne. To je bilo, če si čez pol leta poslal slike, ne, ker tudi to se je včasih zgodilo, ne, ker se komu ni dal, ne, pa je pa bila recenzija, tako to so bili zelo taki časi, ne. Tako da je bil pa dober vibe in smo se tudi malo naučili delati v tem smislu, kako se enega takega projekta lotati in tako naprej, ne. ŽVPL se prav spomnim, mislim, to je bil en izmed prvih Prvi. medijev, ja. Oni pa Rokonet. Tako, Rokonet še vedno dela. Ne vem, ja, nisem že dolg, ampak Meni se zdi. v tistih časih sta bila to dva taka, v narekovaju, rivala, ne, ki pač kdo v prvi, ne, in, ampak ŽVPL je imel tudi malo bolj druge zadeve, test, WC-jev, pa take stvari. Test, WC. Ja, v bifejih, to se je vse noter, mislim, da je ta arhiv še zmer, ki je gor, tako da zvpl.com.
se da mogoče še kaj poiskati. Fuck, za nazaj. kakšne hude Ja, scene. tako bizarno, mislim, so bile in reportaže in recenzije. Jaz sem šel enkrat za ŽVPL slikati oslovsko dirko. Dirko na oslih, ne, take neumnosti smo pa delali, ker nam je bilo kul, ne. Ampak je bila akreditacija, ne? Takrat tam je ni bilo potrebe, ker je bilo. Gospod, kje imate pa Sem pa šel na Leni Krevica, tudi ŽVPL-jem, pa ne vem, na Metallico, pa na Iron Maidne, pa na Salamona Burka, pa ne vem kaj vse, cel kup enih teh reportažic. Ker takrat je bil to tak spletni medij, ki so ga, bom rekel, organizatorji nekako Hotel so ga, ne? Ja, marsikaj pa tudi nisi prišel zraven. Ne? Enkrat sem ostal pred vrati, recimo, ko so bili Simple Minds, ne? Pa je Purki rekel, nimaš akreditacije, ne? Pa mi ni dal, ne, takrat, ne. Pa se sva ful prijatelj, ampak takrat sem pa mislil, da se mi v svet podaril, ker ne dobiš, ne. Ker že misliš, fuck, jaz bi si ga slikal, ne, pa ne moreš, ne. Tako da je bilo veliko tega, v tujini pa sploh nas ni noben šljivi v 5%. In to tujino si priboriti v narekovaju, ne, je bilo težko, ne, in je bilo pač treba hoditi, da te promotori spoznajo, da te vidijo, da nisi karen, ne. A veš, ko on vidi, da se ti peleš, ne vem, 5-6 ur na Dunaj, ne, pa greš naslednji dan nazaj, pa čez 3 dni še enkrat prideš, ne, si misliš, a je ta obrisan ali pa mu res dogaja, ne. Tako da je bilo, ja, je bilo. V bistvu slišim entuzijazma o tem, ne? Seveda, a brez tega gre, vse ne gre. Veš, kako je, ne? Če te nekdo pušne, ja, ne, ti si sam sebe pušnil. Jaz ne verjamem, da te lahko nekdo pušne. To, kar lahko sam sebe, ne? Ti moraš imeti voljo pa energy, da guraš v to smer, ne. Ker če te, en te bo pušnil, pa če to zate ni ali pa te ne zanima, boš, se bo kugla ustavila, ne. Se naš poganil naprej več, a veš, ne bo šlo, ne. A vem, kako je pa meni na skateu, ne? Vsaka poškodba taka, ki je, ne, vem, da sem si jo zaslužil, Ja, ampak nisem s tem končal, ne? Pač, itak da ne. gotta keep going, ne? To sva si mi enkrat pogovarjali, da ti čez avion skočil. Ja, neke ideje so bile, ja. Da bi preskočil to sva enkrat, po mojem, na kakšnem koncertu. Ali pa na krilu, ali pa nekaj. Nekaj tacga sva imela, ja. Sej mogoče se bo to še, se zna še kje zgoditi, no, mislim, nisem že čisto v smeti. Ja. Če ne ful se rad vozim po 2 kolesih, če ne pa krilo, da bi ga po 2 wheelsih. V glavi nekaj bova, pa tudi z avionom sem peljal. Itak. Dej povej mi, evo, dej gre na, peva skočeš zdaj mal, ne časno, dejva biti še na stonsih. Deva, nisem še sploh prišel do tja. Sej to, kar si povedal, ne, slovenski mediji, Ja. pušen samega sebe, da te folk spozna do tujih promotorjev, ne. Ja. Kako letel pa do stonse, skril odskočna deska. Ogromno teh koncertov, a veš, ta trg je tako narejen, da pač ni zdaj to 100 različnih organizatorjev koncertov, ampak je mogoče 5 ali pa 10, ne, v regiji govorimo, ne. In pač ljudje te spoznajo in potem se pojavi prilika, da te nekdo rabi in te pokliče. Nekaj narediš, manjše stvari, čas tudi daš kakšno sliko, ne. In potem pa se pa pojavi prilika, da pa band išče nekoga in vidi in vpraša, si ti na voljo in rečeš, seveda sem, ne. Tako je bilo pri meni, jaz sem dobil mail. Od njih. Ja. Kje so te videli? Mislim, Zvedeli so za mene preko ljudi, a ne. Fuck. In potem so seveda me v narekovaju preverjala, ne. Pač v smislu, kako fotkam, ne. Instagram page, Ja, in tako web page, naprej, ja. ne, in te stvari. In ja, pa je pa prišel mail, ne, da takrat imamo koncert, ne, v Avstriji 2017, a bi ti bil naš fotograf, ne. V 5 moraš biti tam in to je to. To je vse, kar je. Vse ostalo se tle zmenimo, ne. To je to. In prideš kaj in blata pol metra, valjda prideš. bil sem tam. Ja, Cel tek. ja. Jaz sem na Stonse vedno hodil, že prej sem jih slikal, ne. Kot Ljubitelj. pres fotograf z akreditacijo, ne. Ampak to je pomenil v starih časih, je pomenil to po 7 fotografov na vsaki strani odra, na uni polički, ki je zdaj kamera, zdaj to treba full oddalj slikati nižje, zdaj več nas več Jagger ne spusti toliko bliz. V glavnem. In potem sem tam slikal, vedno sem bil 4 ure prej, v Beogradu 2007 sem bil 4 ure prej tam, zato da je bilo zihar, da ne bi kaj zafrknil, da se ne bi zgubil ali pa da ne bi tam na cesti karkoli. Veš, ti zihar je zihar, še zdaj rad pridem dosti prej. Seveda, Že ja. zato, da se umirim, pripravim in tako naprej. In tle je bilo isto, sem prišel v Špilberg, Blat, parkejo, pridem backstage, pa razstava sečaš Kita Richardsa, ki gre z vodu palco vreme ven delati. On ima eno tako polmetrsko vodu palco, ki ima gor stvari obešene in je znan potem, da gre, če je slabo vreme oziroma gre narediti vreme, preden ljudi spustijo noter, ne, gre in počepne in tako parkrat zamahne in to je neka ta rutina, da zrihta vreme. In dejansko je zrihtal vreme. Ja, cel tega ni držal. Vmes, pol je pa začel, ne, tako da
Blata je bilo pa... To pa nima on čez. Ne, huč pil, da jaz sem si želel to videti, zakon, pol da se vim, to so take zgodbe, pa tisti, ki vidiš, kako oni objavijo s ponosom tvojo fotko in ti podpisan, pa to, ki si... Se tega je bilo že prej, a veš, že prej sem enkrat sem šel v London, recimo, k Marku Knoflerju od Dire Straitsov in smo bili v nekem takem studiu, kot smo mi dva. Moj prvi idol, Knofler. Ne? Ja, razumeš, in je on igral koncert za 40 nekih povabljencev na nek ta način in tam sem tudi na švert sliko naredil, a veš, take stvari. Delal sem itak za vse te neke druge bende prej že. Tako da sem poznal ogromno intervjujev smo naredili. Enkrat sva bila z Boštjanom kolegom, sva delala za Kisi, z Ginom Simonsom na Dunaju intervju. Ne, s 50 Centi, z vsemi živimi, Slashom tle, vse, kaj je bilo pri nas, je bilo ogromno tega. Ne. Fotko s Slashom boš imel, kle, ja, v podcastu. Ja, in je bilo, tega je bilo veliko, tako da v bistvu nekako ta svet malo poznaš, kako funkcionira. Ne. Se pravi, ko si dobil od Stonesa povabilo, te ni to šokiralo. Je. Šokiralo me je, toliko me je šokiralo, da sem skakal 15 minut od veselja, ne, zato ker ne moreš verjeti. Ampak hkrati imaš pa v glavi, ti zdaj bo umir se, ker tako moraš kaj priti, da res lahko se to stokrat premislijo. Se veš, there ain't no business like show business. Ne. Ja. In ko prideš kaj, pol se šele zaveš, da pismo, ne, čez 2 ure je koncert. In to je zgodba o uspehu. Ne? Jaz mislim, da je, ne? Da je to zgodba v velikih kilometrih, pa v neprespanih nočeh, pa tako naprej, kot vsaka stvar, se ne zgodi, pa v pravem času, na pravem mestu, pa malo sreča. Veš, to je župa, ki se mora skuhati. Ne? To je to, ni druge. Ne, to je res epik. Ne? In ne moreš do tega, ne moreš priti, lahko se ti v seriji že prej, ne? Ampak to se ti mora vse zgoditi prej, razumeš? Ti moraš prej dati to koncertov čez, moraš biti samozavesten v tem, kar delaš, tehnično moraš biti na nivoju, a veš, vedeti moraš, ker ni enostavno slika tazga koncerta, ne, ker misliš, da je vse naštiman, ampak ja, je pa visok odor, je pa 100 varnostnikov, pa so ljudje, pa jih ne smeš ovirati, pa je slab vreme, pa objektiva menjavati vmes, ne, na hit. Vse to, ne, kar pride tukaj zraven, a veš. Tako da je, pa če rabiš eno rutino, mora se ti to zgoditi, no, in se veš, če dolgo ustrajaš, pol načeloma se. Ampak Stonese, to je bila res neponovljiva zadeva, ker se je pol tudi nadaljevala, ne. Koliko časa? Ja, do zdaj tako rekoč. Koliko špilov si šel fotkat? Kar nekaj, mislim, nazadnje sem ga slikal v Varšavi, ki je bil zadnji evropski, ne, na tej zdaj turneji nisem bil, ker sem bil pač na bolniški, nisem mogel, ne, sem v kontaktu, so mi poslali še, sem dobil tur hudija, ne, tako da zgodba se je takrat pri nas razpihala tudi s tisto fotko Bleda, ja. V obliki... Ta fotka bo tudi not v podcastu. V obliki jezika, ne, tako da to je bil en tak lep slovenski moment, ne, in tudi seveda šel okoli. Tako da so se stvari nekako poklapale. Zdaj pa videli, kaj bo naprej z Rollingi, oni so le 80, ne, in vprašanje, kako, na kakšen način grejo pa te stvari naprej. Ne. Bomo videli. Charlie je že šel, ne? Tudi če ne bo več noč, jaz sem še zmer vesel, da si lahko rečem, da sem bil uradni fotograf Stonesov, ne, pa da sem jih spoznal, pa bil zelo blizu njih z objektivom in brez. To je, wow, res, Lobi že kar zaključal. Ne, pa the best feeling je res poznam. Mislim, pač to, ki je bilo enih koncertov, da pa te živčnosti, a bo akreditacija, ne bo akreditacije, kemoslika, ali odcal, ali bomo, ne vem, ali bo v stran obrnen cel cajt, ali, a veš, ali bomo pravočasno prišli, ali nesreča na cesti, pa namo ujeli, ali bomo parking, tega enega stresa, a veš, ker ne veš, a se bo to vse zmlel v eno dobro mešanico tizga, da lahko pol ne zadiši van iz kave, a veš, ampak pismu nekako, mogoče zgledaš živčen takrat, ker se prepravljaš na to, ampak pol se pa stvari poklapajo in pol pa vesel, ne, meni je bilo, da best, ker sem dan prišel, ker sem se usedel, sem rekel, fuck, ne, ali pa pol v Varšavi na zadnjem koncertu, a veš, ker sem si rekel, to je to, ne, naredili smo, ne. Konc turneje, dan. Ja, ne, a veš, tako na ta način in si rečeš, dober občutek. Moraš si znati da je the best. Ne smeš pa zdaj živeti na tej slavi, pa na teh stvarih preveč, ne. Je pa fajn pač to povedati, če s tem koga zmotiviraš za kakršno koli stvar, ne samo fotografsko, je pa to absolutno cool. Koliko si pa imel kaj random folka, ne vem, žicanje za slike, a veš, ne vem, objaviš v mediju fotko, oziroma več fotki, pa se nekdo tam najde, ne vem, recimo, ajde, Green Day, od oka. Dam
zdaj čist banalni primer, da Billy Joe pokliti človeka na stage. Tebe sem videl pred z mano, da zašpilaš en komat, ne? In ta človek zašpila ta komat in ti ujameš to bolano hudo fotko in jo medij objav. In zdaj te ta človek žica, jaz sem bil tam na sliki, da mi pošel to sliko. Kako da reagiraš v taki situaciji, ko leti do žicanja? Pa sej ne jemljem tega tako kot žicanje, ne. Bolj je tisto, kad nekdo reče, da mi pošel high-res file, da si ga sprintal, dal v okvir, ne vem, doma, ne. To je tvoje delo. To pač povem, da je to na voljo tako, kaj je, ne, da se lahko kupi to zadevo, ne, in bo pač dam, če pa jaz nekoga tacga slikam, ki pa doživi nek live moment na odru, mu pa pošljem sliko, pa rečem, uživaj, ne. A veš, z veseljem, ne, to je, tudi jaz bil vesel, če me je Mik poklical na odr, pa rekel, dej sliki me zdaj tle, ko gledam neki, ne, a veš, mislim, zakaj pa ne. Ampak eno je biznis, ne, drugo so pa fani. Vem, da so mi ful te bizarna zgodba, te od Rebelde, veš, kaj je bil nek band, te mehiške, oni so mi pisali skozi, pa je bil koncert leta 2009, še zdaj mi pišejo 3x na let za slike. Konstantno te fani, tako da to je neverjetno, kako ta scena tam laufa, še zmer v Mehiki ali kjerkoli, nimam pojma. Se oni to živijo on live, ko ga mi gledamo mehiške nadaljevanke, španske, oni tak live živijo. Ne vem, to je, bili so pa vsi živi intervjuji še ena polte pa, veš, pa imaš tudi take slike, ki jih pa ne objavaš, ne. Delala sva enkrat, z Mimijem sva delala intervju, oziroma on delal, jaz sem slikal z Francis Rossijem od Status Quo. Ne. In je model razlagal, najprej povedal, koliko avto je zgubil, kaj je bil zadet, pa tako, ne. Pa je pa pokazal, kaj mu je droga naredila kokain, ne, kaj mu je tle v nosnici ta hrustanc skurala, ne. In je rekel pač, koliko je te droge in tako naprej. In pa je vzel palčko za ušesa in si jo porinil čez nos po strana, ne. In jaz to slikam zraven, ne. Jaz nisem niti pomislil, da to slikam, ampak slikal sem, ne, ker sem je zel to the best, ne, to za knjigo, veš. In dejansko te slike do zdaj še nisem objavil, ampak je fantastična, ker je ti res neka glasbena legenda, ne, v tem smislu. Ker ponovadi bi ti rekel, dej, ne serija, veš, ne, ali pa bi pozirali, ali pa karkola, ne. Za knjigo si rekel? Ja. Kakšno knjigo? Zdaj povej, kakšno knjigo? Jaz imam pripravljen že dosti tega, sem pač treba zdaj to finančno, pa te stvari se, veš, ni pocen danes to sprintati, pa natisniti, pa ne vem kaj vse, pa dobiti dobrega oblikovalca, ne, ki ima kakšno dobro kreativno idejo, pa noče 6 urjev za to, ne, pa tako, veš, mislim, ker vsak bi, te mladi so včasih taki, da bi kar zaračunali mastno, da delajo, ne vem, jasno. Razumeš, ne. Pa ni realno, ne, ker en tak projekt knjige te lahko šta, ne vem, češ, da je to dobra fotografska knjiga, te to lahko šta, ne vem, 30 urjev tak projekt, ne. To pa ni malo denarja, ne. Ja, ni hec, ne. Ne. Saj tudi objektivi niso hec, ne. Te zgodbe, ja, ampak to je orodje, ne, veš, min bi rad naredil neko tako knjigo, no, tako, rad želim, imam dovolj dobrega materiala, slik, zgodb in vsega tega in tudi koncept imam že pripravljen, tako da bi rad to nekako v roku, ne vem, 2 let, bom pa zdaj res, to sem že parkrat rekel, ne, da v roku 2 let sem naredil, pa še nisem, ampak zdaj pa res. 5 let nazaj, čez 2 let bo. Ja, se še kaj drugega vmes nabral, Pa tudi vmes se še kaj zgodil, ne. Ja, tudi se je, ja. Dejva skoči, se ne bova šla čez v božjo mater to, v glavnem, stari, kako to zgleda, ko padeš z aviona, pa preživiš. Long story short. Koliko danes tle sedim zraven tebe, tako zgledaš pol. V redu, ne, mislim, zdaj sem že boljš. Koliko je do tega, let pa pol? Zdaj, to je bilo 20. junija 21 je bilo to, ja, sprav let pa pol. 3 mesece, ne, ja. Kaj istočasno sva prebolevala poškodbe, Ja, pač moja točno, pusi poškodbo, tvoja pa... Za vsakega je tista poškodba, ki jo ima, tudi če si zvijaš prst, je najhujša v tistem trenutku, to sploh nima veze, veš. Pač moja bila, jaz sem bil malo bolj polomljen, kako zgleda, ne vem, mislim, boleče, ne, v resnici, ne, in pač ta proces rehaba, saj tam, ko si v komi, jaz sem 6 tednov v komi. 6 tednov? Ja. In takrat se ne zavedaš, ne, takrat, pol, ko se pa zbudiš, pa nekako si itak še na vseh unih tabletah nemožnih užilo in tako naprej, vse, kar ti šprica, da te malo dol držijo, ne, in potem se počasi začneš zavedati, ne, in ko pa prideš enkrat do tega, da si pa sposoben iti v rehab, pa je pa full power on spet, veš, ker je to zate, ne, za mišic ni, ne, treba jih je narediti in jesti skozi in telovaditi in ubogati, kar ti rečejo, in to je to. Ker se spomnim, ne, pač tvoj rehab, mislim, spremljal sem to valjda, ker sem istočasno tudi... Malo sem šeral te stvari, ja. Ja, veš, to je zato, da folk vidi pač, kje je motivacija, ne, ni te povozil kolo, ne.
Ja, Nisi padel po stopnicah, fucking padel si z avionom. Ja, opekline in vse te polomljene kosti, ki jaz pravim, kosti so še najboljšne. Vse te posledice, ki pa pol grejo dolgotrajno ležanje, ki ti pobere mišice, da moraš vstati iz postle, ne moreš iti sam na WC, ne. Take stvari. Imel sem pa srečo, da nisem poškodoval nekega hrbtenjače, glave in tako naprej. Te stvari so vse ostale v enem kosu. To je knock on wood, ne. Ja, veliko sreče je bilo tle, ne, da se ni slabš končal. Tako da, ja, zdaj sem še zmeraj na bolniški v procesu rehabilitacije, pač tega vaj, stretchinga, te opekline zahtevajo svoj čas, da dozorijo. Hodiš po štengah, evo, šla sva dol po štengah, zdaj tole snemava neki, kaj je to, neka delavnica varianta? Nek tak tu Mihata Studio, ja. To je od kolega Mihata Studio, neka taka delavnica, tako da dosem je eno par šteng. Vse štenge nekako grejo, ampak počas. Kaj te zdaj bava? Več stvari je še. Tako, hoja po štengah gor ali dol? Oboje. Veš kaj, omejene imam te določene gibljivosti, tukaj je treba še razmigati stvari, ne. Ampak si pa vitalen, ne, tako. Mislim, počutim se dobro. To je najbolj pomembno stvar na kapo dol. Drugi parametri štimajo, ne. Tako, to je vse okej, tako da grem, šel sem že na par koncertov, tako za trening malo pofotkati. Za trening na koncerte. Ja, no, pač, da vidiš, ne, to je del terapije, veš, da vidiš, da lahko ti zamenjaš objektiv nazaj tako hitro, kot ga prej umiže, pa to, veš, te neki drili, kada bi ti šel na Emolija delati tam malo za trening, da vidiš, če logiš čez eno nizko štengo. Sega, takrat, ko imaš križno zlomljeno, greš pa malo bolj počasno. Stari križna, veš, kaj pomisliš o lifeu, to je najhujša poškodba, zato, ker nikoli ne veš, naslednji korak, ali ti bo kaj padel ven, ali se boš sestavil nazaj, pa pomislim na tole, pa si rečem, model, moja poškodba je bila pičkin dim, ne, a veš, pa ko daš to čez, pa te, ne vem, tam nekdo na cesti bi za ti, a misliš še nadaljevati s skatanjem? Pa to je igračka, to je... Mene isto sprašujejo, čisto si, a bo še letel, a pa te ni strah. To me zanima. Kakšen ti reče, da si kreten? Veš, da si. Kaj izzivaš, ne? Kaj izzivaš, ne? Veš. To je ono. Jaz, ko sem bil mulj, sem treniral smučarske skoke v Mostecu. In takrat sem se enkrat fejst razbil. Tako, ne po lomu, ampak ril s faco po tistem dol, ne, po skakalnici 20-metrski, ne. Ampak jaz sem pol nehal takrat. To je Simon Amann style. Jaz sem nehal takrat pol, kot mulc, ne. A ti je bilo žal? Sral sem se in mi je bilo vedno žal. Razumeš? Mi je bilo vedno, ker jaz sem imel letenje že takrat rad, ne, ampak mene so takrat nekako prepričali, pa pol je bila tudi šola, pa veš, te stvari, a ne, ki niso najboljš takrat pol neki šle, pa gor pa dol in pol sem rekel, okej, saj bom, ne. Pa sem si druge stvari najdel, ne. Kaj si najdel? Vedno me je pa žrl, razumem. Ja, ne vem, pol sem modelarske zadeve ful začel delati, veš, pa take stvari sem se pol začel, pa pol so že računalniki prišli, ne. Pol sem, moja mama je v banki delala, pa je včas prinesla domov in te prve laptope je prinesla domov, veš, in pol sem, malo sem hotel neki hackati, tune programe za menjalnice in pol sem namest imena banke napisal svoje ime gor v unamaski editoriju in tako naprej. Take neumnosti sem delal kot mulc. Ja, pa po drugi strani sem se pa tam ful angleško naučil, veš, čez kompjuterje in vse, ne. Po mojem, da smo imeli vsi tisto prednost, ne, da pač, če si hotel nekaj delati, si se mogel angleščino naučiti, pa se nam je tudi muzika z besedili pomagala, da smo... Oboje, to pa MTV. Ja, MTV, ja. Takrat, ki je bil še ta pravi. Ja, ki je MTV... Ne to reality show. Ja, MTV kot Music Television, ne Moron TV, ne. Ja, tako je. Kdaj si prvič slišal za MTV? Ne vem, takrat, ko smo satelitsko dobili doma. Tudi mi. Krožnik, takrat, ne vem, kdaj je bilo to. V srednji šoli verjetno, ne vem. A veš... Kaj si nareč gledal po MTV-u? To je bilo za gledati, se takrat pržgal si pa kar je bilo. Bivisa pa Buttheada, pa une VJ-je, pa vse to, veš. Ne? Ja, se vidim, da imaš, ne? Gledaš kaj nove epizode? Ne. Bolano. Ja, danes je, ne vem, 10. epizodo letela. Bolano. Kje pa je na netu? Jaz sem že na Pirate Bay, pa so noce zložene, vse zlodaš, mislim, to je tako short, pa misliš... Se drugač gledaš, ko si toliko starejši, a veš. Pa konc ne vem, jaz pa meni sta ona dva pač sej se neumno sliši, ampak me je ona pokazala, kaj je life, ne. Daj mej se bolj fajn tist, kaj delaš, če kakšna neumna zadeva povede neumna, muzika smo na istem, hip-hop, metal, punk, tak joke. Mislim, bete, da ti je idol risanka in da je 30 let kasneje še vedno isto. Muska, veš, takrat, jaz sem musko takrat vse ene čarte, ki so bili MTV Raps, vse to, pa tudi spoti so mi bili cool, že ta je bila malo zgleda, že ta vizualija pri meni
veš, montaž, mislim, gledanja kadrov pa tega, ne. Čeprav nisem nikoli se z snemanjem spotov, kaj pa vedno me je zanimalo, kako kdo kaj skadrira tam, pa lej, tam ima pa tako narejen, pa pa tretja, veš, to je bilo, takrat se je to razvijalo, ne, ta scena. A se spomniš kakšnega videospota, ki ti je ustal tako ful v spominu, recimo, da ga zdaj vidiš, pa si rečeš, tega sem pa tokrat videl. Razni Dire Straitsi so se skozi rolali gor, ne, Money for Nothing, To je recimo. bilo skozi, ja. To je bilo, a veš, pa pol se spomnim Metallica, Nothing Else Matters, ki je bilo že kasneje tisti Studio, ne? studio, ki je Ja. bil, a ne. Pa pol so bili, kaj že bil, pa so bili Red Hoti, so imeli te, a so oni že takoj na začetku imeli tiste animacije. Give It ne, Away so imeli. Give It Away, ki so bili tam črno-belo, puščavi, ja, ja. pa U2 je gor, pa vse to, kar so rolali. Animacijo so imeli pa s To je komadom bilo kasneje, Californication, to je bilo pa bil, čisto. Cali Skater, ja. Jaz To je bilo malo kasneje. Ja, ja. recimo, ne. Veš kaj pa mene, jaz še vedno ga vidim uvod, ponovadi pač komad se začne z neko kitaro, z nekim bobnom, z nekim vokalom. Se pa spomnim video spota, ki se ni 10 sekund nič ne dogaja. Ja. Človek uleti tam, pogleda kitaro, si da, ta vtakne kabel intro, ne. spodi Ja. in začne solo. Slash, Sweet Child of Mine. Ja, itak, ja, valjda. Ki je tudi tam plac, kako snimajo videospot, ne? V bistvu je neke vrste behind the scene, ne? In se vidi, kako ga snimajo, pa kako oni dejansko snimajo videospot, kot da je To je bilo vse to, dajmo malo vloženo. to je bilo že za njih takrat, da ima malo drugačen narediti, kot so vsi do zdaj, a veš. To je bila ta logika, ne. Jaz se ne spomnim, da je bil kakšen videospot podoben. To je bilo leta Svičala Pri Mine, nas je pol ven 88, podoben ga posnel mislim, da za vodo z Dan D s Tokcem, ki je ista zgodba. Da on sedi, pa ga štimajo za spot, v resnici pa, da bo igral, ne, v resnici pa To si moraš pa prav štimajo. pogledati. Ja, zanj sem poslušal nek podcast, kjer je to razlagal, niti nisem porajal. Kakorkoli ideja, Mim grede, ampak to so takrat, ja, takrat so pa pod vodo, veš, da že šel kdo snemat, ne. To je bilo, ja. Zdaj si predstavljaj, kakšna oprema je bila takrat. Takrat je bilo vse na film, ne, na trake, a veš, koliko je bilo to enega denarja, ne, koliko je bilo to ene postprodukcije, da si ti to naredil v tistem času. Ne. Mi smo pa to gledali na enih televizorjih, ki so po današnjih kriterijih totalno neostri. Veliki to, kot Game Boy display, Ja, ne? tako, ja, ampak mi smo to smo žrali, a veš. Spomnim se, ko si omenil vodo. Šade je snimala komad Ordinary Love in tam se je bila skoraj ženska utopila, ne? A ja, možno, Ja, tam so bile neke take te zgodbe bilo, bolne ja. scene, ja. To je... Cool. Kaj sva zašaltala v MTV v 90. Ja, ampak takrat, a veš, te MTV so tudi, oni so imeli pol te video awards pa vse te stvari in tam so pol, jaz sem pol kasneje tudi, ko sem malo spoznal tudi teh fotografov, ne, recimo mojega mentorja pa zelo dobrega prijatelja Rašiča Brajana, ki je zdaj srbski fotograf, ne, ki je zdaj sicer že v penzionu, on je tudi uradni fotograf Stonesov in mi je razlagal, kako so oni pa slikali takrat te stvari, razumeš, ker smo mi to gledali po televiziji, ne, te awards pa ono, oni so bili pa tam, pa so vse to gledali v živo, veš, ali pa so bili na setih, ker ne vem, so Genesis snimali, tisti, ki so bili une Meksikance naštimani, a veš, pa je bil tam, pa je na setu snimal, pa pol te zgodbe z 15-20-letnim zamikom slišiš, razumeš, kaj se je tam dogajalo, sam požiraš. Zato jaz delam podcast, ki me folk sprašuje na cesti. A veš, jaz konec koncev sem si dal ime, ti poslušaj. To je bila pač moja mati, je vedno povedala, že preden sem šel ven, ker bom kaj, kam kakšno neumnost izvedel, ne, je že vedela, ne, že bilo ti poslušaj, oziroma zdaj ponovim, ti poslušaj, ne. Kva sem hotel povedati, kako so zdaj prišla do to? Spoti MTV pa to, ja. Video spoti, gledati, zgodbe navdiha, ne. In me mulci sprašujejo, zakaj nimaš pa unga. Ljudje, vi ste stari 15-16 let, vi nimate zgodb, jaz hočem iti nazaj, jaz hočem podživeti malo, kaj se je dogajalo v lifeu, kaj sem mogoče spregledal. Človek ima neke zgodbe za povedati za ostale ljudi, za mlade, za nove, tiste, ki to poslušajo in mi je top, da si se danes v glasu tako z navdušenjem, da gremo malo med debato o tem in onem. Tega je ogromen, teh zgodbic razno raznih. Ja, pa top mi je, stariš, kam je kul, ker nimam nič napisan. Pa kletvica gre čez, pa jaz sem se kje zmotil, kul, človek sem zmotil, sem se, motimo se, nobenih katov, briga, te tam vzad nek viličar na žig. Skladišče je zraven, ja, vozu. Vse kul, ne. Vse se bom zmenil, da bi skejtov gledal. To bo malo delo, ja. Imaš kaj bi, imel bi spet bi imel skejt šola za mulce, stari, to bi bilo full fajn. Nared. To je dobro, sej, kako že pravi, to sem enkrat prebral, knowledge gained but not shared is lost forever. Ja, To sem enkrat prebral od enega pilota, ta quote pa mi je ostal, kot 20-30 let nazaj. zdaj sva šla k pilotom zakon. Dej povej mi, kdaj si prvič sam zletel. Ker sem bil zelo mlad, 18-19. Si že sam? Takrat sem se začel prvič za ultralighte šolati, ja. In takrat sem pa imel denarja zmanjkal. Pa so pa z Blažem, s frendom, so pol kupila kasneje, par let zatem, jadralna padala.
Pa sem začela z hidravnimi pedali leteti in iti na vse te hribe okoli. Enkrat sva šla na Ljubljanski grad, sva bila ful pametna, da vam midva, veš, tam na vrh Ljubljanskega gradu na desni, ko pred Streliški pogledaš dol, kje je travnik. vem. Tam so hotela poleteti pa na Streliški prstati. Imela sva to fiksno idejo, da vam midva to naredila. Ne. Ja. In potem nekako je veter v napačno smer pihal, se pravi v hrbet, da nisva mogla poleteti. Ne. Ker se padalo, moraš zalaufati malo, da se dvigne in pol, če preveč piha v hrbet, rabiš malo več časa, po domač povedano. No, in je preveč pihal, in potem nisva, dobro, da nisva, ker bi se razbila in bi že predtem bil polomljen. Že pred nesrečo bi imel nesrečo. Imela sva to idejo, pa sva šla sicer tam pri Čadu, pri Rožniku, en travnik, pa sva se tam nekaj matrala, To smo imeli te ideje, da je tam proba, ko smo nekaj to probavali. Drugače smo pa leteli iz teh hribov raznih krvavc, slivnica, lijak dol. In to smo se učili v bistvu. To so bile super zadeve in taki fini časi pa poceni, oziroma skoraj za ston letenje, ko imaš enkrat padalo. Pol sem pa začel, jaz dolg časa nisem aviona sam letel, ker nisem od denarja, ker to je drago. Pa sem si pa leta 2015 sem pa izpit naredil. Tako da sem v bistvu 6. januarja 2015 sem prvič sam letel. Takrat gre inštruktor ven, to se reče, da laširaš. Laše je neka francoska beseda, ki pomeni, da greš nekaj po svoje. Nisem šel nikoli v slovar brat. Ampak v glavnem takrat se vse, inštruktor gre ven, prejte na pizdi, zajevo si, nimaš pojma, gor, dol, levo, desno, in ti gre, prav, parkiri, in pa ti priješ, kaj hočeš parkirati, pa on reče, čak mal, In pa on stane in gre ven iz aviona, pržganem avionu in ti zapre vrata in reče, zdaj pa 2 kroga sam narediti. Živčen? Ne, zato ker veš, da ker že prej to ponovil, veš tudi v procesu, da te to čaka, ampak valjda si malo živčen, ampak ne pa tako, da te zvil. Ja. Ampak greš in pol odletiš in takrat uradno si laširal, se reče, in takrat naprej si, potem pa priješ v tiste nadaljevalne faze šolanja in tako naprej. Ampak še zmer to se zgodi, ne vem, 10 urah od prvega poleta z inštruktorjem, recimo, na ta način. Od takrat naprej sem pa pol bil skozi v zraku. Pa tudi zdaj si? Prejšnji teden, v soboto sem nazadnje bil. Feeling še vedno tak je bil? Mislim, ne moram še sam leteti v smislu uradno, zato ker nimam še licence zdravstvene, ko moraš imeti pregled. Jaz sem na bolniški še zmeri v rehabu. In ko bom pa to imel enkrat drugo leto, jaz upam, bom pa tudi uradno lahko tudi jaz letel samostojno. Do takrat sem pa pač kopilot, po domač povedan, zraven. Ampak strahu pa nobenega nimaš? Ne, nimam. A si ga imel? Ne, nikoli. Zato, ker razumeš, kako te stvari funkcionirajo. Nikoli nisem imel nekega strahu. Si malenkostno bolj previden, v smislu, to sem sam pri sebi pogotovil, da si malenkostno bolj previden pri temu, nas šolajo, da če crkne motor v avionu, majhnem, da gledaš, kje so travniki za pristat. To je neka normalna procedura. Avion jadra. Pa da nisi živčen v tistem cajtu. Ne smeš biti. Ampak se veš, trening, kako reče, trening kicks in. In baš tako so glas. Zdaj si pa malenkost bolj mogoče to, tako z 20% bolj večkrat pogledaš pa razmišljaš logično o teh stvari. Strah me pa ni. Uživam v tem. In sem zanč, ko sva šla s kolegom nazaj, sva šla čez tako dosti močno turbulenco in to, in razen tega sva se v glavo rukala dvakrat v tem majhnem aviončku, v virusu pipistrela, nekih drugih strahov ni, v bistvu je fajn, ker veš, zakaj se to zgodi, ker razumeš fizikalno gledano vse, ampak pač te pa prbije, jebiga. Enim je pa to pač slabo in se zaradi tega neugodno počutijo. Ampak v nekih mejah normale to ni nič nevarno. Je pa adrenalin, mislim, valjda. Absolutno, vedno je. Ampak predvsem je užitek. Fajn, ta feeling dober je, veš, ko greš, ko si gor, ko si rečeš, spet sem tle, lahko zlezem, to mojo nogo lahko noč zvlečem zdaj, ko vidiš, da ti funkcionira vsa koordinacija. A veš, ne pozabiš, to je tako, kot ti, ko smo polomljeno nogo, ne pozabiš se poganati, kako se na skajtu da brzino. In ta gib, drill, še zmeri greš. In tukaj je isto, ogromno je naučenih stvari, nekaj pa občutka, ko ga malo sicer zgubiš, ampak moraš pa spet nazaj odpridati, po domač povedan. Se pravi, da pač ta padec z avionom ni bil človeška napaka, je bila neka mehanska pizdarija? Ne vemo še. To opustva, ker še ne vemo, kaj je razlog, verjetno pa ni bila mehanska napaka, tako pravijo. Verjetno ni bila mehanska. Ja. Čim manj misliti o tem zavedanju. Ja, ne, pač jaz, a veš, zdaj špekulirati so preiskovalci, pa bojo oni povedali, kaj je bilo, tako da tukaj ni, Vedno je pa, nikoli ni, veš, moraš vedeti, da pri letalskih nesrečah nikoli ni samo ena stvar.
Ja, valjda. To je ta, če si predstavljaš, da vzameš nite od Emmentalerja, sira, Lukance. da se lukance poravnajo, da lodaš palčko čez, takrat grejo stvari narobe. Ne? To je ta sviš čist model, reče temu. In pač tudi tle se je verjetno zgodil več stvari. Ne? Ampak ne bi bila napaka, da je bilo bolj človeško napako usmerjeno. Ne? Stari preživel si. Jaz sem, on pa ni, ne? Tako da on je pač plačal to življenjem, nažalost, in je to meni vedno hudo, ko pomislim, ampak ne morem pa tega spremeniti. Ne? Ja, se to je. To je pa pač tako. Ne? Ampak ja, to je treba, veš, moraš te stvari predelati, vse tega časa imaš na bolniški dost, ne? Da predelaš tam, ko gonaš onkolo, ko švicaš, ko delaš v nevaje, imaš idealno za razmišljati, ne? Ja. Pa cele dneve v bolnici, Ležati, ne moreš skozi televizijo gledati, ne? Pa viseti na računalniku, ne? Ampak moraš tudi malo odklopiti, pa malo razmišljati, se sam sabo malo pomentne. Prav to je dobesedno, sam sabo. Ja, moraš, to tako, ko se čudno sliši, ampak si moraš vzeti cajt tudi za to, ne. Sej pride avtomatično do tega, ker tam si izoliran od drugih stvari. Pizda, pa biti tako lepo lomljen tog cajtov. Ja, lej, sej so tudi hujše stvari, ne. To, vedno, Življenje, nikoli v lifeu. Jaz pravim, da moje stvari, prosti, kad te pregledam, moje stvari so, jaz pravim, preberjavi z nekimi resnimi boleznimi, niso bile nič, tako jaz rečem temu. Ja. Se s tem se pol na koncu lažemo, jaz se tudi vedno rečem, ne, nikoli ni toliko hudo, da ne bi mogli biti še hujš, ne. Lej, koliko punc ima probleme, ne vem, z rakom na dojkah, koliko moških ima z drugimi zadevami, z zdravstvenimi problemi, a veš, koliko je tam enega trpljenja in teh stvari, ne, živčnega in vsega tega. Veš, jaz sem gledal, tudi tam v bolnici so bili, a veš, fantje, ki so bili stari, en se je polomil zraven mene, se je vozil s tem vojaškim vozilom, pa se je prekucal na njega, ne. Hammer, ne. Ampak je bil star 22 let, ne, ampak on se je sekiral, ker je imel tle ful poškodbe, ne, ga je to ful obremenilo, ne. En fant je bil 20 let star, je imel živčno roko poškodvano, ker je imel z motorjem nesrečo, veš. In to so hude travme pol za vsakega, ne. Tako da jaz pravim, to sem se naučil v bolnici, prej seveda drugače razmišljaš, dokler nisi v tem. Vsaka taka poškodba je za tistega, ki jo ima najhujša. Ja, tudi če ti sam noht spuljo ven, da se ti je zarastel, razumeš? To je zate najhujš. Ja, v tistem momentu, tako bi se rekel, v tistem momentu, Tako da ni, tukaj moraš spoštovati vse, ne. Ne, pa hodol, mislim, da si dal vse to čez, mislim, stali, res si bojevnik, pizda prve klase, tako da... Moraš biti, ker gre zate. Na koncu, razumeš, tle moraš biti egoist, jebi ga, ne. Moraš se postaviti, reči, zdaj malo jedu, malo telovadu, malo počivu in to je moj job v tem trenutku, ne. Ja. A veš, telovadba, rehab, počivanje, ne. To je varianta. Moraš pa tudi živeti, ker tak aktiven life, ki sem ga jaz prej imel, posod nekje biti, ne. Ja. In pol presekati to tako čez noč in se umiriti je tudi šok. Zajebanje, za telo in za glavo. Ko se mi kar meša malo tega, priznam. Mi manjka ta nek druženje, veš, Ampak glej, tako, postavil se samo mogoče za tisto par sekund nazaj. Koncu smo mi vsta COVID shit, ki so nas zaklenili. Ja. Če tako gledaš, pa nisi v bistvu veliko zgubo. Ja, čeprav jaz sem med COVID-om dosti delal, ne, ker smo, veš, fotografiji, ne vem, ta posel je kar laufo, ker je bilo ogromno tega poročanja, ampak absolutno manj kot prej, ker ni bilo dogodkov. Ne. Tako da ja, v narekovaju rečeva, idealen cajt sem se razsul. Ja. Ampak zdaj si vletel nazaj, pa uletavaš v nazaj v neke normalne telenice življenjske. Delam na temu, je še, kot sem rekel, par stvari za uštelati, pa koncerti spet, veš, meni manjka muzika, meni manjka iti na reportaže delati, razumeš, vse te stvari. Sej bo, zdaj ne bo spet začel. To ni, to je. Ampak po drugi strani pa ljudje sprašujejo, zakaj sem hotel vse to pove, pa zakaj to tako poveš večkrat, glede za to, da komu pomagam s tem. Meni je to point, razumeš, da podcast se za to dela, zato da folk posluša. Poslušam, konstantno, vse živo poslušam. Razumeš, in to, da če moja izkušnja o moji nesreči, pa o mojem rehabu, zato sem tudi na Facebooku objavil ogromno teh dosežkov. Hkrati sem se s tem hotel zahvaliti ljudem, ki so meni rekli, absolutno. Mislili smo na te in tako naprej, da sem jim dal nek good vibe, ne? Hkrati pa, če je moja pozitivna energija, ki jo imam, ne, nekomu s tem pač pomagala, da je šel čez svoje probleme in par tega feedbacka sem dobil, the best, mission accomplished. Meni si pomagal, veš, to je to, ne. Zdaj pa treba naprej živeti, ne. Ja. Zdaj pa treba te stvari dati nazaj, oziroma ne pozabiti, ker ne moreš, ne. V neko škatlico. Tako, ja, lepo, na poličko ali pa nekaj, ne, tako, da se ta zadeva zaključi in čim bolj kvalitetno začeti naprej živeti, ne.
najde ženo in tako in it dabi. To je to, bravo. Tako ne, to se zdaj zezam. Ja, saj tako je. Dejstvo. Ne. Bravo. Life, imaš second chance of life in to je, marsikdo ga nima. In tega se moraš, zavedati. Ja, absolutno. In delati stvari, ki so ti kul, pa uživati, pa iti leteti, pa iti na 100 koncertov, če se bo dal, ne. Pa narediti 15 dobrih reportaž spet, ne. A veš. Stari, the future is bright, ne. Gremo dalje, ne. Ja, gremo živeti. Mislim, ja, pozitiva, pa ne pretiravati, zdaj to vsi pozitiv, to. Ne. Vse life je tak, kaj je, ne. Ampak realistično moraš se pa zavedati, da je pa včasih treba zase malo več narediti, kot mogoče prej v tistem hudem tempu, ko je bil. Ne. To je to. Za vsako epizodo povem po snemanju, ta je bila najhujša. Vsaka je najhujša naslednja folk, upam, da ste cajce nemajo izteko, da nam bo zabluzili dalje, ki bi lahko zdaj lekle govorila še do boga mater dolg, ne. To je posebej epizode. Ja, se to. Miro, ful ti hvala, si se oglasil. Bravo, evo. Tam imamo problem. Poslušajte tudi za nazaj, poslušajte to še enkrat, navdušite se, v glavnem imamo en life, folk, dejte ta life živeti pa uživati v njem. Točno to. Smo na vezi, se slišimo v epizodi 28, ne vem kdo bo, v glavnem z mano bi Miran Majcen, legenda, pač legenda in to je to. Hvala ti, čau. Se slišimo ljudi, peace. Fuck this show.